Se spomnim, ko sem bil še malinovček, najbrž sem hodil v 2. ali pa 3. razred osnovne šole, ko je oče od soseda, dejansko sošolca, po najavi prišel z novim Renaultom Espace, s prvo generacijo. Avto je imel daljinsko centralno zaklepanje in električni pomik stekel, dva elementa, ki sta bila za tiste čase kot znanstvena fantastika. In prvega Espacea se spominjam še danes, verjetno ravno zaradi teh dveh stvari. Spominjam se tudi Renaultove študije dirkalnika Espace F1, ki je z mesta do 200 km/h pospešil v manj kot 7 sekundah. In to je bilo pred 20 leti. No in še vedno je zadnja generacija tega modela zame eden najbolj prepričljivih enoprostornikov. Pravzaprav predzadnja, ker zadnja je tale. In glede na to, da je Renault dejansko ta segment vozil izumil, sem prepričan, da bo krasna. Čeprav takole na prvi pogled kar težko rečem, da je avtomobil prostoren. Prejšnji je bil kot škatle na kolesih, kot dnevna soba. Tale pa je oblikovni mešanec med križancem, enoprostornikom in kupejem. Celo pri Renaultu pravijo, da je to križanec. Je pa velik. Vidite, kako s svojim 1,85 m ob njem zgleda majhen. Mogoče zato, ker nima 1,85 m. Vrata na boku so še vedno klasična, ne drsna, so pa odpravili vsaj zame največjo hibo prejšnje generacije in sicer previsoko dno v 2. in 3. sedežni vrsti, zaradi katerega dejansko odrasle osebe niso mogle udobno sedeti. Tukaj je to bistveno bolje, sedeži ostajajo vzdolžno pomični, tako da je prostora vedno za potnike dovolj, tule v sredini je dno ravno in iz uporabnega, iz prostorskega vidika je ta avtomobil ostal perfekten. Kljub temu, da je njegova podoba bistveno nižja, pa je dejansko dolžina ostala podobna kot pri prejšnjem Grande Spaceu, je pa medosje daljše za 16 cm. Sedežev ostaja 7, z enostavnim gumbom tamle zadaj jih lahko podrem, celo vse naenkrat, že v osnovi pa ob 5 postavljenih sedežih prtljažnik ponuja 680 litrov prostornine. Velika razlika pa je, da je Espace sedaj postal bistveno bolj eleganten. Znotraj se eleganca najbolje vidi tukaj. Pri prejšnji generaciji mi je bilo zelo všeč, da je bila armaturna plošča lepo pospravljena in z malo stikali. Moram reči, da je stikal tukaj še manj, ker jih nadomešča ta ogromen zaslon na dotik, malo manjši od moje tablice in deluje dejansko zelo hitro. Odlagališč pa se mi zdi, da je celo več kot pri prejšnji generaciji. Tukaj je eno majhno, pa tukaj je eno ogromno, pa tule spodaj in seveda tole pred sovoznikom ogromno je. Armaturna plošča skratka izgleda fenomenalno in tale položaj za volanom je perfekten. Sedeža sta zelo udobna, ta dva znata celo masirati in nastavljam lahko tudi trdoto podvozja. Med 5 različnimi programi lahko izbiram. Je pa res, da v nobenem ne bo Espace pravi dirkalnik, pravi užitkarski avto za takšne zavoje. Predvsem je vedno udoben, družinski avtomobil. V načinu sport sicer postane volan težji in podvozje bolj čvrsto, vseeno pa občutka ni ravno veliko. Pri najbogatejšem paketu opreme je serijski tudi sistem 4Control, pri ostalih dveh je sicer na spisku doplačilne opreme. Poznamo ga že iz Lagune, pomeni pa, da tudi zadnji dve kolesi obračata svojo smer rahlo v levo ali desno, zaradi česar je v takšnih zavojih avtomobil bolj okreten, predvsem pa je bolj okreten na parkiriščih. Se pa vseeno pozna, da je od prejšnje generacije ta avtomobil lažji za 250 kg, ker je precej lahkoten v takšnih zavojih, kot sem že rekel, je pa predvsem udoben, ker je logično namenjen družinam. Motorja sta dva, 1,6 litrski turbodizelski agregat lahko ponudi 96 oziroma 118 kW moči. Z močnejšo različico sem se vozil včeraj in v kombinaciji s samodejnim menjalnikom je avtomobil pravi potovalnik. Tretje opcije, s kakršno se vozim ravnokar, pa v slovenskem rednem ceniku ne boste našli. Gre pa za 2-litrskega turbobencinarja z 200 konji in tokrat v povezavi s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom. V bistvu sam niti ne vidim potrebe za tak avtomobil, zato me ne čudi, da sploh ni v ponudbi. Lahko pa vam povem še cene. Za osnovnega Espacea s šibkejšim motorjem in osnovno opremo boste odšteli 29 900 €, za tistega z močnejšim dizelskim agregatom in z najbogatejšim paketom opreme pa okrog 42 000 €. Vem, da vas je veliko, ki na ta avtomobil že komaj čakate. Celo 3 moji znanci so mi rekli, da jih pokličem takoj, ko pridem s prve vožnje. No, njim in vam povem, da je avtomobil zelo dober, prostorsko pravzaprav enako prepričljiv, kot je bil prej, je pa bistveno bolj eleganten.